Je bila toča katastrofalna, torej v petek, poleg vse infrastrukture je seveda uničila tudi večino ali pa veliko kmetijskih pridelkov. Če gledamo v tej dolini Hoče do Slivnica in pa Radizela številne kmetijske pridelke, tiste rastline, ki so bile mogoče večje, bolj prizadela oziroma tiste, ki so bile manj prizadela. Ni pa samo poleganje tisto, recimo poleganje kmetijskih pridelkov, kot vidimo pri pšenici. Nekatere poljščine celo stojijo in je na videz neopazno, da je delovala toča ali pa velike količine tega dežja, pač v teh klasih več ni semen. To je prva velika škoda. Drugo pa je tudi treba poudariti, da tiste rastline, ki so malo poškodovane, je potrebno jih ponovno vzpostaviti boljšo kondicijo, torej bo potrebno vedno več fitofarmacevtskih sredstev ali pa sredstev za krepitev rastlin, da si rastline opomorejo. Ocenjujemo, da je po tem področju poškodovana različne poljščine po različnih procentih, torej koruza ponekod celo bi rekli, da je 90% poškodovana, ponekod manj. Je pa rastlina koruza, ki se bo zagotovo obrastla, nekaj pa je potrebno zagotovo reči, torej obrastla se bo, hektarski donosi pa zagotovo ne bodo takšni, kot si jih želimo ali pa kot bi jih pričakovali, če toče ne bi bilo. Čas je pa verjetno prepozen, da bi se sejalo, sadilo na novo, ne? Ne, po nekaterih njivah ja, ampak po nekaterih njivah je pa še dodatna težava, zato ker velika količina vode je prinesla do to, da še zdaj stoji po nekaterih njivah voda in še to dodatno otežuje delo na polju ali pa ponovno setev po nekaterih poljih. Si lahko kakšno pomoč obetajo kmetovalci? Ta trenutek čakamo, da na teren pride tudi državni sekretar, ki se bo vse skupaj ogledal. Lahko pa rečem, da vsako leto se zgodba ponavlja, neprestano opozarjamo, da bi letalska zaščita proti toči začela delovati prej, da bi vse skupaj imeli pripravljeno že v maju, ampak zgodba se je letos tudi ponovila in letalo je bilo na letališču in ni letelo in ni delovalo, kot bi moralo.